Samo 150 km mi manjka in bi bil v Havani. Sem se hotel peljati tja, da jim pokažem, kako v letu 2015 izgleda sodoben avtomobil. Po mojem bi se jim zmešalo po pogledu na Mazdo 3, ker tam vozijo same stare kripe. Ampak bi moral plavati, to se mi pa ne da. No, se je pa vseeno splačal priti sem na Key West, ker limonina pita bila vseeno dobra. Zdaj grem pa kuščarje preganjati. Avtocesta, ki vodi na jug proti Key Westu, je dejansko zelo posebna. Večino časa se namreč voziš po mostovih s stebri zapičenimi v morje in sem ter tja je po cesto le kakšen miniaturen otoček, potem pa gre vse spet na stebre in v vodo. So jo pa kar lepo popravili, potem ko je Schwarzenegger v filmu Resnične laži konkretno razstrelil. V bistvu pa je to cesta, na kateri o podvozju avtomobila ne izveš čisto nič. Povsem ravna, brez ovinkov, brez grbin in z omejitvijo največ 55 mil na uro, to je približno 90 km na uro. Kaj ne rečem, tale trojka se tukaj pelje fenomenalno. Udobno in s tem samodejnim menjalnikom je pač prijetna. Bo pa vseeno treba najti kakšne ovinke. Namesto ovinkov sem potem raje zavil v park Everglades. Park je na tem delu lep, ni pa preveč močvirnat, spomnil me je na naše Cerkniško jezero, le da je občutno večji in cesta je lepša. V bistvu moraš biti kar dedec, da si upaš sam sprehajati po parku Everglades, kjer živi 14 ogroženih vrst in 3, ki so na robu izumrtja. Dejansko pa je Everglades najbolj znan po krokodilih, tako da se mi zdi, da sem trenutno jaz najbolj ogrožena vrsta in zato se dejansko tudi vozim naokrog z Mazdo, za katero vem, da me ne bo pustila na cedilu ravno takrat, ko to ne bi bilo treba. Pa še beef jerky imam s sabo, če bo kje kakšen krokodil, da ga malo premamim. Neka raca je bila daleč najbolj nevarna žival, ki sem jo danes sploh videl. Očitno bom moral iti na čoln, če hočem krokodile gledati, pa saj lačen ne bom. V glavnem Mazda 3 sem vzel limuzino, ker Američani imajo limuzine bistveno raje kot kombi limuzine in moram reči, da zelo dobro zgleda. Pri nas trojka z 2-litrskim motorjem v nosu stane 21.000 evrov in točno tako ceno ima tudi ta, samo v dolarjih, kar ob trenutno zelo slabem menjalnem tečaju nanese na okrog 19.000 evrov. Ima pa še precej zanimivo ime, Grand Touring se ji reče. In ko sem slišal zanj, sem najprej pomislil, da bom dobil trojko neke čudne oblike, ampak to je dejansko ime opreme, nekje iz sredine ponudbe. Samodejni menjalnik ima, ampak okej, ta je v Ameriki itak tako pogost kot umetni jožki, 7-palčni zaslon na dotik z aplikacijami in vsem, kar paše zraven, no nimam pa navigacije, ampak je itak ne rabim, ker se nikoli ne zgubim, sploh če vozim za Matejem, ki ima 2 Garmina v avtu, takrat pa sploh ne. Mazda 3 je pri nas čisto normalno velik avto, mislim, saj ta je enako velika in enako prostorna, ampak gledano na ostale avtomobile se počutim, kot da vozim Smarta. In tudi ta motor z 2 litroma prostornine je miniaturen v primerjavi z vsemi ostalimi 8-valjniki na cestah. No, pa vsaj malo porabi, dobrih 5 litrov, čeprav to tukaj res ni zelo pomembno, ker je liter bencina samo dobre pol evra. Hotel sem jo še pohvaliti, da se zelo lepo pelje, ker Mazda pač to zna, ampak pri teh omejitvah bi se lahko varno vozil tudi z lesenimi kolesi. Dejansko niti ta cesta ni takšna, kot sem si predstavljal. Sem mislil, da sem vozil po komaj da vidni poti skozi močvirje, kjer kar mrgoli krokodilov, pa se skoraj peljem po avtocesti. No, kakorkoli, pri volanu vedno pravimo, da dizelski motor vzemite samo takrat, ko boste delali veliko kilometrov, ampak te ravnine tukaj so lep dokaz, da je tudi takšen bencinar lahko vrhunski, tudi za daljše poti. Seveda upoštevam, da je gorivo tukaj cenejše in da so hitrostne omejitve manjše, ampak na teh ravnicah in pri običajni vožnji tudi takšen motor lahko porabi zelo malo. Ker na spodnjem delu parka nisem našel krokodilov, sem šel bolj severno. Na tem koncu, dejansko zahodno od Miamija, je kup ponudnikov, ki obljubljajo pogled na krokodile v naravi in zanimivo vožnjo po močvirju ali skozi gost mangrove.
Šel sem na oboje in neznansko užival, bil pa sem kot pravi turist, ki komaj čaka, da bo zagledal krokodila. Za prvega sem mislil, da ni pravi, a jih je bilo potem še nekaj. Očitno je bil. So pa v teh močvirjih precej pogosti tudi ogromni pitoni, taki, ki se lotijo celo krokodilov. Več kot 100 000 jih je in predstavljajo veliko težavo, ampak v tej sušni dobi nisem videl nobenega. Morda je pa tako celo bolje, sem dišal po hamburgerjih, ki so bili moje kosilo zadnjih nekaj dni in bi me morda lahko zamenjal za kaj okusnega. Takega pritiska pa ne zdržim. Ko boste naslednjič na Floridi, nujno pojdite na tak izlet. V bistvu je to edini način, da boste videli aligatorje v naravi, no pa tudi, če ga ne boste, je driftanje po močvirju, pa driftanje med drevesi, pa vožnja z buggyjem po močvirju, super doživetje. Sicer ta štos ni poceni, ampak boste na denar pozabili takoj, ko bo tale motor zarohnel. Krokodili. Me je na čolnu sicer malo prepihalo, ampak se splača na tak izlet, ker fino letiš skozi močvirje in tudi krokodilov je veliko za videti. So pa dejansko hecni Američani. Tudi jedo krokodile, ko jim omeniš Horseburger, jih pa kar zmrazi. No, skratka, zdaj sem že više na Floridi, gremo v Kennedyjev vesoljski center blizu Orlanda gledati rakete. In dejansko se iz Miamija vozim že cel dan, ker sem šel na mesto po avtocesti, raje po obalni cesti, ampak vseeno, tudi ta ni čisto nič vozniško zanimiva. So pa vsaj omejitve na določenih odsekih malce višje, celo 100 na uro sem se nekajkrat pelal. Kilometrov, seveda, ne mil. Poraba je še vedno majhna, 6 litrov. Se pa bom nazaj do Miamija peljal po zahodni strani Floride, če bo tam kaj bolj zanimivo. Ampak dvomim. S tem bi bil pa nazaj v Miamiju v parih minutah, ampak sem računal, da tole gorivo golta tako hitro, da bi mi zmanjkalo denarja, še preden bi se odlepo odstal. Pa veste, kaj sem še zračunal? Da me eno pivo v pivnici stane toliko kot gorivo za 200 km vožnje z Mazdo. Ampak je bilo dobro pivo. Tukaj, no tamle, so pred skoraj 50 leti na Luno že izstrelili prvega človeka. Sedel sem v kapsuli in čeprav sem precej majhen, tam notri ne bi hotel sedeti prav dolgo, sploh pa ne z milijoni ton eksploziva pod ritjo. Tukaj sem pa prebral, da je to eden od 5 motorčkov največje rakete na svetu in da je poleg jedrske eksplozije tole najglasnejša stvar, ki jo je človek kdajkoli izdelal. Na dan mojega obiska je bila ravno predvidena izstrelitev manjše rakete. Z veseljem sem plačal dodatnih $20 in se zapeljal do razgledne ploščadi, potem pa so 10 minut pred izstrelitvijo to odpovedali. No, sem pa vsaj v živo videl največjo raketo, ki je bila kdajkoli v vesolju. Skratka, Florida je zelo zanimiva, bo pa za prave voznike zahodna obala Amerike vseeno bistveno boljša. Kar se tiče pa Mazde, dejansko je dovolj prostorna, razen morda za tiste prave Američane, ki tehtajo kot četrtina te trojke. Za tiste so pa 6-metrski pick-upi. Ti, za koga so pick-upi? Zate, ker si nekam baročen rato te dni. To so bili? Pa daj, neh me zajbat, no. Daj, no. Veš kaj, grem jaz domov, ti pa idi kar z letalom.